koliko smo zdaj daleč lahko od neke... Torej, ne moramo se delati več, da tega ni bilo, kar se je do zdaj recimo počelo. V Evropskem parlamentu je prišla tudi pobuda za obsodbe žrtev komunizma. Ali lahko to poročilo pripelje tudi do obsodbe totalitarizma iz strani parlamenta? Ko smo bili v Bruslu, je bilo tako, da se mi je na trenutek zazdel, da bi poslušal recimo Janeza Stanovnika. Ampak to ni bil Janez Stanovnik, ampak je bila ruska delegacija. Ne? In na drugi strani bi lahko morbiti tudi slišal sebe ali pa koga drugega, ampak nismo bili mi, ampak so bili ljudje iz Baltika, ne? Litovci, Estonci in tako naprej, pa še Poljaki, pa Čehi. Skratka, v Varšavskem bloku nekdanjem se ti, ki se imajo za žrtve in oni na oni strani, ki se imajo za storilce, se pač prekladajo podobno kot se mi. Včeraj, na primer, mene je na večeri irski ambasador vprašal, zakaj tako pozno v Sloveniji. Sem rekel, kaj lahko je Ruse zmerjati, mi imamo pa bolj med sabo, kaj se za pogovorita. Tako da ta Slovenija ima sicer nekaj posebnosti, ampak tako kot sem rekel, smo pa že precej več naredili kot marsikdo na tem svetu. Druga stvar je pa seveda ta, kje so naši naravni zavezniki. Naši naravni zavezniki je prav gotovo se nehati sprenevedati, da je bil titoizem kaj drugega kot kakšna, se pravi, kakšna varianta stalinizma, pač je pa rabo malo več pufov zahoda, a ne? Ampak druga zgodba je pa seveda ta, da naravni zavezniki naši, jih je verjetno več na vzhodu kot na zahodu, ker za evropsko levico je tole početje nekaj groznega. Ne? Vsi novinarji iz Zahoda, tudi iz Amerike, ki so prihajali sem, so bili seveda zgroženi, da se tudi nekaj tako groznega zgodilo. Tudi kakšni diplomati iz neuvrščenih držav se kar jokajo od groze, da je na belem titku, da se pojavlja tale kečap. Tako da tukaj so te čist, recimo ideološke percepcije, ki bodo v Evropi sprožile en proces, ki se mu reče United Europe, United History, in ki pa nikakor ne bo udoben. In interes mnogih seveda je, da ne bi do kvalificirane obravnave usporedne vseh totalitarizmov prišlo, ampak kot vidite v hrvaškem primeru, ko gre šef naslednice nekdanje partije v Tezno, so silno eksotične reakcije, naprimer strani židovske skupnosti, strani predsednika Mesića in tako naprej. To smo mi že skozi dali nekaj let nazaj. To pomeni, da bodo ti zelo raznorodni ritmi v obračunih z zgodovino, s tem, da notranji ruski bo nekaj posebenega še. Ampak jaz mislim, da je Slovenija na svoji poti lahko razmeroma suverena in da začne ta notranji dialog uveljavljati tudi navzven. Ker jaz ne vem, zakaj bi nas, recimo, kakšni repeti Lutarji in podobno pluvali po levičarskih časopisih po Evropi, če to ni potrebno. To je vse. Skratka, treba bo začeti, nič ne bo samo od sebe prešlo. Vsako stvar je treba narediti. In gradna nacionalna identiteta je krvav in resen posel. To, o čemer se pogovarjamo, so pa temeljne odločitve o civilizaciji, v kateri hočemo živeti. Tako da to je trajno delo, ki mu lahko rečemo tudi spraševanje vesti ali pa večna pokora, ampak nič ne vidim kakšne bližance, da bi pa naši politikarji, ki je najdel kakšen razlog, razen kakšen bypass v zgodovini, pa mislim, da niso, recimo v Španiji se zdaj, ko je huda kriza, se strašno aktivno so se začeli prepirati okrog državljanske vojne. Jaz bi rekel, hvala Bogu, da pri nas smo imeli prvo predvolilno obdobje brez kulturkampfa, tega klasičnega. In najhujš, kar je letos, je, da zgleda Trubar kot partizan, Hren kot domobranc, to je še razmeroma blaga varianta. Se pravi, to je veliko olajšanje za slovensko družbo. Resno mislim, da ni potrebno, da te stvari so v prvi vrsti politične. Ni nujno, da čakamo odrešitve od politike. Glejte, če ne bi Martin Kostrevc ugotovil, da imajo ljudje okrog njega živijo na Pohorju v stiski
In če ne bi potem toliko in toliko grobišč odkril, če ne bi križal naredil, pač Pohorje ne bi bil označen. Tako enostavno to je. Vsak župnik lahko v svoji fari grobišča označi. Zmeni se z lastnikom zemljišča, tehnologija ni posebej enostavna, križ se lahko naredi iz 2 kosov lesa, ki se prekrižata in skupaj zabijata. To Slovenija zmore, lesa je dost in se lahko ta, recimo, proces na eni čist medčloveški ravni naredi. Jaz tukaj ni gospe Vide Vrhnakove, ona naprimer se zelo ukvarja z Vida je tam, se upravičujem, jo nisem videl prej, jo pozdravljam še enkrat, glejte, ona se dolga leta in je v Slovenj Gradcu dosegla končno, da je s mestom Miruk so se na smrt skregala, bodo imeli kakšne zamolčane žrtve ali ne. So in spomenik postavili in končno je gospod Zanoškar, ki ni kakšen zelo črn župan, postavil ta hip usmerjevalne table do grobišča Žančanja. Se pravi, se v enem normalnem človeškem pogovoru vse da narediti.